Živijo punce, danes sem se z vami odločila deliti, kaj sem dobila na pošti. In sicer verjetno vas večina ve, da blogerke kar nekaj stvari dobimo za vtest, za preizkusiti, za podati svoje mnenje. In ker jaz na svojem blogu nočem širiti negative, oziroma kako bi temu rekla, se dostikrat izogibam tema tistih izdelkov, ki pa me niso impresionirala ali pa ki jih sama ne bi priporočila. In zato večina izdelkov, kar jih tako dobim, se ne pojavi na blogu. Tako tokrat pa sem se odločila, da z vami odprem škatle, večina izdelkov oziroma škatl, paketov, karkoli. Nisem še niti sanja se mine, kaj je noter. Dva paketa še čakam, ampak pač bom pa na Snapchatu ali pa na Instagramu delila z vami, če to želite na Instastory. Tako da mi kar napišite spodaj, če bi želeli to še kdaj videti. Drugače pa kar začnimo, jaz se že ful veselim in ko mi čakam, ker priznam, da me radovedno stojk dajala, da sem že skoraj pokukala v te škatlje, ampak sem se zdržala. Ok, prva škatla, vem kaj je, ker sem se nekaj menila celo s tem podjetjem. Ja, malo komečkana vidim. Vse pa gre, ja. Ta prvi izdelek, to je nekaj, kar sem si želela že kar nekaj let sprobati in končno je prišel tudi na slovensko tržišče. In sicer, kjera se ne želi bolj belih zoba, ne. In jaz sicer poskušam bolj na naravne načine, naprimer, če pijem kavo, da zmeri belo kavo, da mleko malo neutralizira tisto. Če pijem čaje, probam pol, da kakšne žvečilne ali karkoli uporabljam, da probam tudi, kar jem banano, če točno veste tega trika, z olupkom od banane si lahko podrsate, ali pa jagode so dosti dobre, so pa take. Sem pisala tudi na blogu o načinih za naravno posvetlitev zob, tudi z limoninim sokom ali pa sodo bikarbono. Ampak zdaj sem pa končno dobila tudi nekaj, kar upam, da mi bo jih dosti posvetlilo, bom definitivno delila tudi z vami. In sicer Rapid White. Imajo v obliki lističev in v obliki gela. Jaz sem se odločila za gel, ker ne vem zakaj, pač tak občutek sem imela že prvi moment. Da ne vem zakaj, pač da bo gel bolj pomagal. Zdaj vidim, da cena tega je 17,25, to ful ni dosti. Zraven je še PR standardno, pač piše, da to jaz vedno preden spišem objava za vas, to predelam, kaj je, zakaj je, grem pogledat še kakšne sestavine, tako dejansko vedem, če bi jo priporočili ali ne. Torej, to je bilo v prvem paketu. Drugi, vse poznamo to škatlo, ne? To pojma nijem, kaj je, vem samo, da smo dobili, se mi zdi, vse blogerke zdaj nekaj odličila.si. In to je tisti paket, ki sem ga skoraj odprla. In potem sem zagledala to, da je zavito. In vse, kako bom naredila ta video, če je že zavito, če boste videla, sem odprla, tako da ja, konj mi čaka, končno sem začakala. Ful je mehko. Je pa. All Day and Night eyeliner. Eyelinerji v zadnje čase toliko dobivam. Očitno so podjetja res v zadnje čase opazila, da se malo bolj igram z eyelinerji. Ja, no, ne bom odprla, ker trenutno moji nohti in to nošlo skozi. Blush. V odtenku. Pro Refills, to sem pa videla Ana Krajevska, Nataša moja, se mi zdi, da je ona prav kupila paletko ali pa je dobila od ličila.si to, kar si lahko pol sam filaš noter, kar bi imel. To sem jaz tudi rekla, zdaj, ko greva z Natašo v London, da bi si tam kupila, ker je dejansko priporoča zadeva, da mes, da kada gremo v Gorico, pa kada ne nosim vsega ličil, da kupiš samo eno tisto paletko, pa si ne filaš tistim stvari, kar ti uporabljaš. Jaz sem dobila blush, ne bom odpirala, ker imam toliko blushov, da se ne vidim ven, in pa HD Pro Concealer Kit Medium Dark. Haha, full fine. Zakon obožujem concealerje, uživam v njih. Je pa medium dark, tako da za kontur bo definitivno za uporabiti, za krvni kontur, ker zadnje čase tudi priznam, kar sem dobila od ličila.si enkrat od Beauty UK-ja, tisti chubby stick. Dosti ga zadnje čase uporabljam, tudi zdaj ga vam govorim, pa grem čas z bronzerjem vsaj malo, da se malo poblendam. So pa dosti mi je všeč zadnje čase te cream stuff. Pa sestrična, ko sem se bila z njo v Ljubljani, je to ona rekla, da bi rada preizkusila malo kontur, pa da se ne upam to. In sem rekla, da kadar pridem v njej ali pa kar se vidva, da ji bom definitivno z veseljem pokazala. Tako mogoče naslednjič vzamem s sabo v Ljubljano lih to, ker bo dejansko odtenk za njo, pa se s tem malo igramo. Ki pa ličila.si, ti iskreno čestitam dnevu žena, v paketu ti pošiljamo izdelke, naši prič, Ok, zdaj ne vem, eno kodo so nam dali z naše blogerke, tisto ne bom izdala, ker pač ne. Je pa še ena koda, kar ne piše, da ne smem deliti z vami, tako da jo bom delila z vami. Ampak velja do 28.3., to je še čas. Dan z dna je za brezplačno poštino,
Tako da, če greste na če.si, vem, tudi jaz sem tista, ki sem si kdaj nafilala celo košarico za, ne vem, 50-60 evrov, ko sem videla poštnino, me je vse minilo, ker pač to smo ženske, zakaj bi dala 3 evre za poštnino, ne? Ok? Tako da definitivno dan za brezplačno poštnino. Pa še ena škatla, kar sem tudi vedela, da pride, nisem pa vedela, kaj bo v njej, oziroma še zdaj ne vem, kaj bo v njej. My Beauty Box. Z My Beauty Boxom sem že enkrat sodelovala, oziroma smo že enkrat poslali zadeve, ampak takrat je bilo dosti preveč stvari za nohte in noter in vi veste, da jaz imam gel nohte konstantno, pač Sara, podaljševanje nohtov SS na Facebooku, obvlada svoje delo in ne mislim sama se obadati s tem, tako da tisto ni bilo nekaj uporabno, sem naredila samo eno sliko za Instagram, zato ker je pač bila pretty picture, ne za drugega. Tako da upam, da bo v tem Beauty Boxu kaj bolj živelo, kaj bolj primerno za mene. Torej, ja, ful je pa njihovo pakiranje zmeri toliko lušno. Ok, vidim že eno stvar, ker sem vam jo že priporočala in kar sem vesela, da je not lih zaradi tega, ker gremo v London zdaj zelo hitro in sem rekla, da sem na letalo, ker ne pustijo, če ne veste, sprejov, šamponov in te zadev ne pustijo, to velikih pakirjen. Tako da ena stvar, ker sem si jo tako hotela kupiti v Millerju, je pa že noter, tako da imam Batiste Dry Shampoo, ta mini verzija. Potem je noter tu Repair, ne vem kaj, nemščina. Zakaj mi vedno meni pošiljajo z nemščino vse noč v slovenščini? Predvidevam, da kakva maska za lase ali pa kaj tazga od Lavere. Lavera je dokaj naravna znamka, tako priporočam. In seveda je noter za nohte. Essie Slick Stick. Zato je fajn, če se delate navadno manikuro, da daste samo na 2 nohte ali pa čez celo pač. Noter je tu Intensive, ja, maske, to je maske. Eno besedo sem prepoznala, maske. To je pa tudi od Lavere, očitno je to z neke Mikove nove kolekcije, kot piše. Pri Laveri je res fajn, ker je konkretno... to je za obraz, to je pa verjetno predvidevam za lase. Je pa za suho kožo, tako da to zna biti, da vam dala kakvi prijateljici ali pa komu drugemu, kakor veste, jaz definitivno nimam suhe kože. Je pa to z neke nove linije, to pa... očitno ne. Potem imam še v Eleda, ne vem kaj. Doccia Cremosa. Doccia Cremosa, karkoli to je. Se mi zdi, da je za podtuš. Dosti lepo diši, samo toliko mini, pač ja, za v London bo super. Je pa kaj za sprat. In še, se mi zdi, je zvezda tega, že v zadnjem My Beauty Boxu se mi zdi, je bil od Ciate, kakorkoli se izgovori, en njihov lakec. Tudi tokrat je in sicer zelo lušna barva za pomlad. Ampak se mi zdi, da tudi to bom podarila s tem, ker pač jaz imam gel nohte, ne. Ampak zelo luškana barva, res to je taka, na kameri dejansko deluje dosti bolj živa, kakor pa je v živo. Taka pastelno modra je, taka res, ne vem, za veliko noč jaz vidim, kaj veste, zmeri tiste pastelne barve, rumene, zelenkaste in to bi definitivno bilo super. Vidim, da mi je Mica že pomagala pri tem videu. Odpirati se... odpirati stvari. Drugač pa ja, to sicer ni s pošte, je pa sem bila lih 2 dni nazaj, dan, 2, na Kolistarjem eventu in če ne veste, zdaj je tokrat premierno to novo linijo, njihova Natura ali nekaj tazga, je Katja Grudnik, moja ciganka, Viva la Vida vlog, je ona premierno tudi lahko skopirala in so tudi tam prikazali, so pa dobile tudi goodie bag domov. In sicer navadna krema, predvidevam, krema, Impact, ja, krema, to je Transforming Essential Cream, ja, če ne veste, Kolistar je dosti poznan po teh izdelkih proti celulitu, proti strijam, proti vsem tem. In zato jaz si res ne predstavljam več njihove linije brez teh zadev noter, ko predvidevam, da je tudi to. In kar je bilo pa zvezda že samega dogodka, je pa njihova nova univerzalna krema in sicer zelo zanimiv koncept, kar pa blogerke malo smo se skremžile, ko so razlagali o tem. Gre se za kremo, kar lahko uporabljaš kot vsaka standardna krema, lahko pa, če bi dodal trsni sladkor, naj bi bilo kot peeling, če bi dodal ta med, naj bi bilo za vse tipe kože, če dodaš na primer limonin sok za masno kožo, za suho kožo z jogurtom. Ampak, če malo se daste v te beauty zadeve in to veste, kakor daste limonin sok, da se lahko na koži pusti več let, več desetlet trajne posledice, kar boste mogli pol s tem popravljati, trsni sladkor pa sploh sladkor na kožo, vse v redu za peeling, ampak če boste že tako delali na ta način peeling s tem, jaz osebno priporočam, dosti traje sol, ker trsni sladkor na samo kožo, tako bo plako naredi z kože, ampak ja.
Je pa zanimivo, jaz jo definitivno bom sprobala kakor neko masko, bom pa jo zmešala z medom, ker med, kakor veste, ni samo za suhe ali pa starejše kože zaradi antioksidantov in samih sredstev, ki nekako delujejo antibakterijsko. Dost prečisti kožo, dost tudi za same nečistoče poskrbi in gleda to, sem končala končno z Oxygenesis-om, si lahko privoščiti tudi malo takega razvajanja. Tako da se veselim in vam bom poročala, kaj si mislim. Zdaj, krivec, da sem šla sploh na pošto, pa je ta paket, kar pojma ni bilo treba podpisati, ne nič, tako da ne vem, kaj je. Punca že veste, kaj je to, ne? Se mi sanja, kaj bi lahko bilo noter, ker sem dobila pred kratkim PR mail za novo linijo od Lancoma za pomlad. Okej, ena stvar je pa že odprta. Jo, podaj! Okej, to pa se mi zdi, da je samo rolsko pokljena dobi celo vrečko Lancoma, ful drage kozmetike in najbolj mi je luška, no to. Rožica! Tako lepo. Drugo je že odprto. Mad Shaker, Juicy Shaker, to smo že lani bile na eventu povabljene, pa sem dobila, ne bom se spomnila imena, melon, neki melon, ne bom se spomnila. Tam je pa lepša barva, kot ni melon. Ta pa je Pink Power. In ja, če še ne veste, po tega koncepta, sicer sem pisala cel blog post, sem spisala in od eventa in od tega izdelka, se pa gre naj bi bilo kakor cocktail shaker, to tudi tako zgleda, ne. Sicer ja, letos so prišli ven Mad Shakeri, lani so bili dosti glossy in oljni. Lih to je bila njihova posebnost, da so imeli tudi to olje, naj bi nahranilo kožo, ampak dost nas je opazilo, da žal še bolj suši sama usta, da lahko da tistih par sekund prvotni tisk lesk, ampak pol dosti suši usta in ni bil lih efekt dosežen. Sem pa slišala od youtuberk s tujine, da zdaj te matte verzije pa da bi bile dost bolj obstojne, ker pri tistih prejšnjih je bila tudi sama pigmentiranost malo bolj nje, tako se vsi tega sproti in so zadeli barvo zame, že se mi zdi, da sami od Lancoma in od Yves Saint Laurent, ker je isto podjetje, da že sami me toliko poznajo, da bi zmerjene take barve bolj temne za mene pošiljajo. Ampak ja, se pa mora ta zadeva lih zaradi olja in vsega najprej primešati, ker so spodaj sami pigmenti. Ok, von ni toliko prijeten, ko je bil dosti bolj pigmentiran. Zdaj vam grem iskat tunega odprej. Ok, lanski je torej bil Melly Melon. Od tem, kar sem ga dobila, se pa še vidi, kadar je narazen. Samo olje in pigment, kakšno dejansko zgleda. Torej ja, tako se samo vidi, dokaj pigmenta ne zmešaš. Ampak že tudi dosti dolgo nisem uporabljala tega lih zaradi tega, ker mi je izsušilo ustnice, tudi kakor sem povedala v samem blog postu, se pa naredi ena res lušna barva, zdaj pa da boste videli razliko v pigmentiranosti. Isto sem dala enega in drugega. Melly Melon se skoraj ne vidi, čeprav ja, je bolj svetlo tenka, pa izgleda res kot glosek. Ta Pink Power pa boom. Se uživa zdaj še 3-krat bolj močna barva, kot pa na sami kameri. Tako da to definitivno bom preizkušala. Me je pa strah, kar sem že rekla prvič, ker nisem preizkusila tega. Gleda to, da je na nos, kakor veste, s to spužvico in naj bi bilo lih zato bolj praktično. Ampak sami veste, da če so tako močni tenki, da moraš paziti za nos. Jaz bi vseeno eno črtalo prej preizkusila, ampak ja, vam bom poročala, kaj si mislim o tem. In še ena stvar, kar sem bila od Lancoma, pa je Le Palais Le Rose. Rose, tako da pač prepričalo me jaz tem. Ne znam pa izgovoriti. Gre se pa za njihovo novo paletko z To bo definitivno za poslikati za Instagram, zraven teh rožic. Tako spremljite Instagram Aleksandra Rose blog, da boste videli to sliko. Zelo luškana. Ja, je pa njihove spomladanske kolekcije. Niso lih rose odtenki, no, kar bi sama gravitirala k temu. Je pa definitivno lušno. Tudi gloski, mislim gloski, te za ustnice so. Luškana zadeva se mi pa zdi, da bom bolj uporabljala za slikanje, ko pa tako bom pa preizkusila in povedala. So pa tenki res taki nežni spet, z unim laktom bi šlo zadeva. Luškani odtenki, če ste malo bolj svetle polti ali pa imate svetle lase, bi definitivno bili za mene. Mogoče rjavka strošče nekako, pa ta bolj ta temen. Drugače pa res svetle oči ali pa svetli lasje bi bilo to za vas. Je pa zelo lepa paletka za kakšna darilca in to bi bila super. Zdaj spomladi. Ok, in še zadnji paket, kar pa priznam, da sem odprla, ker pojma nisem imela kaj pride.
Je pa nekaj, kar sem presrečna, da lahko delim z vami, ker kakor veste, večina izmed vas verjetno ve, da sem si ne vem koliko let želela in pisati za to revijo in delati karkoli v bistvu za njih, samo da bi bila v povezavi z njimi, ker se res počutim zelo povezana z njimi, ker nimajo samo lepoto mod, ampak je tako nekako kot moj YouTube video, kakor moj vlog, da je vsega pa malo. In pred kratkim sem vam že povedala, da so mi pisali, da bi to naredili članek o meni in seveda definitivno sem takoj sprejela, so pa oni hoteli na začetku članku predstaviti samo moje lepotne izdelke in tako. In potem sem pa jaz rekla, da glede na to, da so mi moja najljubša revija, pa glede na to, da ni neka draga revija, da končno predstavim idejo, oziroma ne idejo, tisti projekt, tista zadeva, kakorkoli bi temu rekla, ker sem se jo lotila s fantom. Več o tem vam ne bom zdaj povedala, več o tem boste izvedeli online za, ker tudi, kakor sem neka ni draga revija. Če pa odprete na strani 76, bo Yours Truly tukaj spodaj, pa kakor sem povedala, je pa tudi tisti del, kar sem se zelo veselila, da lahko ga delim z vami, da mi je sama urednica dala to možnost, se hočem še enkrat zahvaliti. Ker se mi zdi tak način, ne samo da bi jaz ga imela za zmeri to revijo, kar lahko garantiram, je tudi dosti drugač, dosti izstopa teh YouTube videov in res tudi videvam vaše Snapchate, vidim vaše Insta storije, da ste videli to. Hvala vam, ker tudi bez mano delite veselje, ker ste vesele zame, da sem se to odločila, pa da se bo to zgodilo vse. Tako da ja. Zdaj za konec pa se želim samo zelo lepo zahvaliti, ker spremljate moj video, ker ste pogledali to vse skupaj z mano. Mene zdaj čaka to vse pospraviti, ker imam štalo spodaj. Škatle bojo verjetno mačke uživali v njih, tako da bom še nekaj cajša pustila. Se pa veselim tudi preizkušanja. Če te kakšna zadeva še posebej zanima, oziroma hočeš, da jo predstavim v samem videu in ne blog postu, mi to prosim zapiši spodaj. Ne pozabiš všečkati tega videa, če ti je bil všeč, pa subscribe se, da ne zamudiš naslednjega in si na drugi. Čau, čau!